Predstavil bom zelo enostavno spajanje Wordovih dokumentov, oziroma po angleško mail merge. Zakaj je spajanje dokumentov uporabno? Predstavljamo si, da imamo nek splošen dopis, ki ga želimo poslati več naslovnikom. Tega se lahko lotimo tako, da enostavno pripravimo recimo 2000 dopisov, ročno napišemo različne naslove ter pošljemo naslovnikom. Lahko pa imamo že pripravljen nek seznam naslovnikov, kot imamo v tem primeru v Excelovi datoteki, ki ga samo povežemo z Wordovim dokumentom in računalnik bo opravilo namesto nas opravil avtomatsko. Če si pogledamo naš pripravljen seznam. Ime mu je seznam XLSX, pomembno je tudi, kje se seznam nahaja, saj bomo potem mogli to povedati Wordu. Pomembna je tudi naslovna vrstica, kjer je zapisano, kaj se v posameznem stolpcu nahaja. Se pravi, tukaj je ime, tukaj je priimek in podobno. Pomembno je tudi, da imamo podatke vpisane v list 1. Lahko bi imeli vpisane tudi v list 2 ali list 3, ampak moramo vedeti, kam so vpisani, v našem primeru v list 1. Sedaj moramo oba dokumenta združiti. Klikamo v Word, izberemo pošiljanje, izberi prejemnike in uporabi obstoječi seznam. Poiščemo lokacijo našega seznama ter ga odpremo in tukaj izberemo list 1, saj se naši podatki nahajajo na tem listu. V redu. Dokumenta smo povezali. Sedaj moramo v naš dopis samo še mu povedati, kam naj prenese posamezne podatke. Se pravi, tukaj bo ime, ki je že imenovano ime, in priimek, tukaj bo naslov, ki je že imenovano kot naslov. Če gremo, tukaj bomo povečali, da lepše vidimo, izberemo vstavi polje za spajanje in izberemo ime. Tukaj so že nazivi prve vrstice v Excelu, lahko bi se imenovali drugače. Vstavimo še naslov ter poštno številko in pošto. Statične podatke izbrišemo, saj želimo, da se nam to od naslovnika do naslovnika spreminja. Sedaj imamo tukaj samo rezerviran prostor, ki ima enako ime, kot je prva vrstica v naši tabeli. Če želimo videti dejanske podatke, lahko kliknemo samo predogled rezultatov in prenesejo se nam podatki iz tabele v Word. Tukaj pa lahko spreminjamo iz zapisa v zapis in vidimo, da se nam spreminjajo podatki. Tukaj bomo rekel, se sprehajamo po vrsticah te tabele. Če želimo naš dokument dokončno pripraviti, izberemo samo končaj in spoji, uredi posamezne dokumente, spoji zapise vse in kliknemo v redu. Računalnik je avtomatsko izdelal toliko zapisov, kot jih je v Excelovi datoteki, se pravi 2, 4, 6, 8, 9, in tukaj je sedaj 9 dopisov, kjer se spreminjajo naslovniki od dopisa do dopisa glede na podatke v tabeli.